Drage poslušalke in poslušalci Radia Celje, lepo pozdravljeni v oddaji Evropska unija smo mi. Na polovici leta smo, pravzaprav že čez polovico, mesec junij se počasi že bliža koncu. V studiu Radia Celje pa pred krasnim poletjem pozdravljamo doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko in pa članico Slovenske demokratske stranke ter Evropske ljudske stranke. Dobrodošli pri nas. Lep poletni pozdrav. Danes bomo več povedali o tematiki, v katero ste pri svojem delu v Evropskem parlamentu zelo vpeti. Gre namreč za področje industrije oziroma industrijske politike, ki je v zakonodajo Evropske unije vključena od Maastrichtske pogodbe dalje. Kaj točno je industrijska politika? Sploh si ne znam predstavljati. Kar takšen zelo kompleksen pojem, kot že samo ime pove, to je pač politika, ki oblikuje neko okolje, v katerem deluje industrija in to ni zgolj področje, ki obravnava recimo produkcijo, te produkte, ki jih industrija oblikuje, katere rezultat je njeno delovanje, ampak je poslanstvo industrije mnogo širše. Industrija namreč ustvarja delovna mesta, ustvarja neke pogoje za dostojno življenje. Tu moramo poskrbeti, da je recimo kvaliteta izdelkov ustrezna, da industrija ima čim manjši vpliv na okolje, da se širijo določene vrednote v smislu trajnostnega razvoja. Za vse to pa morajo biti postavljeni seveda določeni pogoji, kot je recimo, ti pogoji morajo omogočati konkurenčnost industrijskih postopkov, morajo omogočati konkurenčnost delovne sile. Politika mora tudi s svojimi ukrepi poskrbeti, da ima industrija dostopne surovine seveda po konkurenčnih cenah. Pomembna je torej tudi internacionalizacija, pomen zunanje politike na oblikovanje ustreznega okolja za industrijo. Skratka, to je res kar precej kompleksen pojem. Zlasti v obdobju globalizacije, tu zdaj ni industrija tisto, kar je bila včasih, tu zdaj ne govorimo več o nacionalnih sektorjih in industrijah, ampak je pojem pač globalen. Seveda moramo ustvariti okolje, ki industrijo ne bo izrivalo iz Evropske unije, kajti neko tako trdno industrijsko bazo potrebujemo, to smo zlasti spoznali zdaj v času krize. Hkrati moramo pa to okolje oblikovati na tak način, da ne bomo ujetniki močnih multinacionalk, ampak da bomo našli neko medsebojno sožitje. Temelji industrijske politike na nivoju Evropske unije torej obstajajo, kaj pa Slovenija? Kakšna je njena industrijska politika oziroma ali se drži iste politike kot Evropska unija ali katere so njene močne panoge industrije? No, Slovenijo lahko zelo dobro primerjam z Evropsko unijo prav letos, ker se je namreč zlasti zaradi krize Evropa odločila za močnejše sodelovanje na področju gospodarstva in je bil dogovor, da se z letom 2012 začnejo objavljati neki taki kazalci, kakšno je zdravje industrije v posameznih državah članicah. In za Slovenijo bi rekla, da je tudi na področju industrije značilno tisto, kar je nasplošno značilno za Slovenijo, da določeno recimo infrastrukturo ali znanje znamo vzpostaviti, potem pa pravzaprav ne vemo, zakaj bi ga uporabili. Tako recimo je zelo zanimivo, ti kazalci kažejo, da imamo izobrazbo nadpovprečno dobro, ampak uporaba tega znanja je pa slabša, je pa podpovprečna. Recimo delež visokotehnološkega izvoza v celotnem izvozu je izredno nizek, kljub temu, da je pa izobrazba naša nadpovprečna. Potem drugi primer je, da imamo nadpovprečno visoke okoljske dajatve, ampak ne znamo jih pa uporabiti na ta način, da bi nadpovprečno očistili recimo svoj zrak, da bi to izkoristili za razvoj trajnostnih tehnologij, da bi pač ta sredstva bolj namensko vlagali v razvoj delovnih mest, znanja in tako naprej. Seveda so pa potem tu tudi določeni kazalci, ki so čisto jasni v naši družbi, kot je, da imamo veliko večje težave v Sloveniji, kot je v povprečju Evropske unije s financiranjem malih
malih in srednjih podjetij v zgodnji fazi, dostop do bančnih posojil je zelo otežen, produktivnost je nižja od povprečja in vse to so tista področja, kjer imamo veliko zalogo, da jih izboljšamo. Tega ne smemo gledati na tak način, da rečemo, kako smo slabi. Ne, to jemljemo kot izziv, tu se lahko izboljšamo. In tu jaz vidim, da so tudi taka konkretna področja, kjer lahko rečemo, to in to in to bomo poskušali izboljšati, da bomo izplavali iz krize. Mi ne moremo si več privoščiti, da bomo samo govorili zmoremo, znamo in bomo. Konkretni moramo biti. In industrijska politika, mislim, da sem celo nekje v enih dokumentih Evropske komisije zasledila, da pišejo o tem, da Slovenija pravzaprav sploh nima industrijske politike. In jaz bi kar verjela, glede na to, da se o tem tudi ne pogovarjamo. Mi se moramo pogovarjati o teh konkretnih stvareh, mi moramo imeti strategije, potem pa tudi konkretne akcijske načrte in jih moramo tudi izvajati. Kajti to je tista družbena osnova, na kateri potem gradimo nekaj drugega. To ni nekaj, kar bi omalovaževali. To je osnova, ki jo moramo razvijati in na določenih področjih seveda Slovenija je zelo močna. Kot na primer? Ja, recimo na področju farmacije, tudi na področju tudi papirne industrije imamo nekaj, kemijska industrija imamo, tudi recimo na področju obnovljivih virov energije, pri določenih tehnologijah smo dobri, tako da potem recimo imamo močne razvojne skupine pri razvoju čistega prometa. Zdaj si ne upam omenjati določenih firm, da ne bi, ker mislim, da jih ne smem, ampak imamo določena področja, na katerih smo tudi v evropskem vrhu, tudi v svetovnem. Imamo torej nek potencial, ki ga lahko izkoristimo za to, da ustvarimo lastno močno industrijsko politiko. Recimo, zelo sem žalostna, ko gledam, kakšen potencial imamo na področju lesno-predelovalne industrije, pa ga ne znamo izkoristiti. Mislim, da na tem področju, namesto da bi napredovali, kvečemo nazadujemo. To vse so potenciali, ki so izredno pomembni, ampak nihče ne bo tega uredil namesto nas. Pri programu Evropa 2020 ima industrija poglavitno vlogo, bolj kot kdajkoli v Evropi potrebujemo močno industrijsko jedro, ampak tu so Kitajska, Indija, tudi Brazilija, ki nas verjetno v tem industrijskem smislu slabijo. Ali vendarle ne? Ali imajo oni svoje panoge, mi pa lahko imamo drugačne panoge? No, industrijska politika je narejena tudi zaradi tega, da vidimo, kje so naše močne točke, kje smo šibki, pa se moramo še nadalje razvijati, da se skupaj odločimo, po kateri poti bomo šli, in to seveda zaradi tega, ker, kot sem že prej rekla, danes živimo v globalnem svetu in Evropa v nobenem smislu ni izvzeta tako, da se ji ne bi bilo treba ozirati na to, kaj se drugje dogaja. In politika kot taka mora oblikovati ustrezno podporno okolje, da nam industrija ne bo uhajala drugam. Kajti v Evropi to vse dogaja. Ravno zaradi tega je strategija Evropa 2020 kot eno izmed osrednjih točk predvidela krepitev industrijske baze v Evropski uniji, ker je očitno podporno okolje postalo tako šibko, da se je industrija začela počasi seliti drugam izven evropskih meja, kjer so recimo okoljski standardi nižji, socialni standardi nižji in je zaradi tega bila lažje konkurenčna. Zato se moramo mi potruditi, da razvijamo tiste svoje močne točke, ki pa so recimo prav v izobraženi delovni sili, v ustvarjalni, inovativni delovni sili, in tu so naše konkurenčne prednosti, ne v poceni delovni sili. Moramo pa seveda združiti svoje možgane, združiti glave, kajti brez tega nikakor ne moremo konkurirati Kitajski. Ni nam v interesu, da zgubljamo delovna mesta v Evropi, da se torej industrija seli drugam, ker to tudi konec koncev ne samo, da je slabo za ljudi, ki delovno mesto izgubijo, ampak je slabo tudi za okolje, ker industrija potem nekje drugje deluje pod drugimi standardi in bolj onesnažuje okolje. Danes klepetava o industrijski politiki, še bova povedali kaj na to temo po naslednjem glasbenem predahu. Evropska unija smo mi.
V našem studiu je evropska poslanka Slovenije, doktorica Romana Jordan, in danes pozornost namenjava industrijski politiki, ki velja v Evropski uniji. Doktorica Romana Jordan, nedolgo nazaj ste bili na konferenci v Dresdnu in kakšna naj bi bila ta industrijska politika po vašem mnenju? Kaj Evropa potrebuje? Veliko težo se mi zdi, da posvečate razvoju malih in srednje velikih podjetij, ki naj bi bila jedro industrijsko močne Evrope. Ja, zagotovo. Evropsko gospodarstvo pravzaprav temelji na malih in srednjih podjetjih, vendar pa moramo se zavedati, da ta mala in srednja podjetja pa so pogosto podizvajalci teh velikih podjetij, tako da rabimo pač eno ustrezno ravnotežje med velikimi in malimi igralci. Predvsem, kot sem rekla, moramo najti eno ustrezno ravnotežje med standardi, ki si vsi želimo, da bi bili visoki. Vsi si želimo visokih socialnih standardov, kot so recimo dobra plača, pa čim manj dela, pa čim več dopusta. Vsi si želimo, da bi bilo naše okolje čisto, da bi dihali čist zrak, da ne bi nikakor vplivali na vode, da ne bi kopali surovin, da ne bi bilo treba rudnikov, ampak vsi si pa hkrati tudi želimo, da bi zaslužili denar, da si lahko privoščimo neko socialno varnost, mirno življenje, stabilno življenje. Tako da tu je treba pač najti eno ravnotežje. In jaz mislim, da glede na vse te raziskave, ki so bile doslej narejene, da Evropa je eno tako področje. Evropa še vedno je tisti del sveta, v katerega si drugi ljudje, tujci, želijo priti in živeti. To je pravzaprav eden izmed najbolj zaželjenih delov sveta, kjer bi ljudje želeli živeti. In to moramo ohraniti. Je Evropa, kar se industrije tiče, tudi inovativna in konkurenčna? Zaenkrat je, vendar pa ne tako, da bi lahko na lovorikah zaspali, kajti Združene države Amerike nas močno prekašajo, prekaša nas tudi Japonska, Kitajska nas zelo dohiteva in to je pravzaprav točno tisto področje, kjer ne smemo zaspati, kar sem prej rekla, da tu z znanjem, z izkušnjami, z inovativnostjo lahko konkuriramo in moramo konkurirati. Mi ne smemo konkurirati z poceni delavci, ampak prav s tem, z inovativnostjo. In to je ena od teh rdečih niti, ki jih tkemo zdaj že od leta 2000, ko je nastala prva taka razvojna strategija, ki se je imenovala Lizbonska strategija. Več vlagati v raziskave in razvoj. In že takrat je bil postavljen cilj, da naj bi države vlagale v to področje vsaj 3% bruto nacionalnega področja dohodka, pa tega še zdaj nismo dosegli. Še zdaj ne in tu zaostajamo močno za Japonsko in Združenimi državami Amerike. Moramo se pa nekaj zavedati, da tu ni samo naloga politike, ampak je tudi naloga gospodarstva, da več vlaga v razvoj, raziskave in da kombinacija tega privatnega in javnega denarja lahko da nek uspešen rezultat. Ker če primerjamo javna sredstva, ki jih damo v Evropski uniji v raziskave in razvoj, z javnimi sredstvi iz Združenih držav Amerike, potem bomo videli, da smo kar približno enakovredni. Več denarja na področju raziskav, razvoja, akademskega izobraževanja v Združenih državah je zato, ker je več privatnih sredstev v to vloženih in to privatno žilico moramo nekako tudi spodbuditi na evropskem nivoju. Prej ste že malce nakazali, pa vendarle, v katerih gospodarskih dejavnostih vi osebno vidite Evropo kot potencial za razvoj oziroma na področjih, kjer bi lahko Evropa bila vodilna? Katera so ta področja? No, jaz vedno zagovarjam stališče, da politika ne sme določati, katere so recimo panoge ali pa bog ne daj celo podjetja, ki si zaslužijo večjo pozornost, ki so perspektivna, na ostale pa pozabimo. Mi moramo biti tehnološko neutralni. Mi ne smemo spet zaiti nekje na področje planskega gospodarstva. Jaz verjamem v trg in verjamem, da Evropa in Slovenija kot družba ima neke vrednote. Mi vemo, po kateri poti želimo iti, kako se želimo razvijati
razvijati in politika mora potem ustvariti pogoje za delovanje družbe. Zdaj, znotraj gospodarstva se pa seveda bo izkazalo po merilih, ki jih bomo postavili, kateri sektori bodo bolj uspešni. In naši izzivi trenutno so seveda izzivi, ki jih imamo na področju demografije. Prebivalstvo se stara, to pomeni, da je več ljudi osamljenih, da več ljudi potrebuje pomoč, da več ljudi ima recimo težave z zdravjem. Potem zdravje kot tako nasploh je izredno pomembna vrednota, tako da raziskave, razvoj na tem področju, tudi industrijski sektori, ki delujejo v tem okviru, mislim, da imajo perspektivo. Potem seveda želimo si živeti v čistem okolju, se pravi vse, kar je povezano s tem, recikliranje, skrb za čist zrak, za čisto vodo, skrb za ravnanje z odpadki. To je vse, kar zajema pojem trajnostni razvoj. Jaz mislim, da to so tiste smernice, ki določajo razvoj industrije in nasploh gospodarstva v prihodnosti in tudi v Sloveniji. Verjamem, da sva povedali marsikaj novega našim poslušalkam in poslušalcem Radia Celje v tem današnjem junijskem klepetu. V zadnjem delu oddaje ne bomo šli daleč, namreč šli bomo na obisk k evropskemu poslancu, vašemu strankarskemu kolegu. Naš sogovornik bo Milan Zver. No, me veseli, to je pa dr. Milan Zver je vodja slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, ki smo člani Evropske ljudske stranke, to je največja stranka v Evropskem parlamentu in nas do zdaj uspešno vodi že 4 leta. V naslednjih minutah nas bo povabil nekam na malico in pa nekam na lepše v Sloveniji. Doktorica Romana Jordan, hvala za tale junijski klepet in kmalu zopet nasvidenje. Hvala in nasvidenje. Ker družina doktorja Milana Zvera izhaja iz Prekmurja, si bomo za glasbeno poslastico privoščili tole Kreslinovo. Evropska unija smo mi. V zadnjem delu junijske oddaje Evropska unija smo mi, smo pred mikrofon povabili še enega evropskega poslanca Slovenije, doktorja Milana Zvera. Povprašali smo ga, v katere turistične bisere Slovenije bi nas popeljal in odpeljal nas je v res neodkrito področje. Jaz bi ga peljal kar Slovenske Gorice, recimo, ne? Na prvem mestu, recimo Slovenske Gorice, da imamo veliko takih dobrih vinskih poti in kleti z vrhunskim vinom in pa vrhunsko kulinariko, ne? Prekmurje in Slovenske Gorice sta v kulinaričnem smislu še neodkriti. Poznamo jih kot vinsko regijo, dobro, kakovostno, sladka, dobra vina, ne? Ampak v kulinaričnem smislu pa ne. Mislim, da je na enem tako malem mestu neverjetno bogatstvo okusov. Milan Zver nam je to pot za večerjo pripravil nekaj prav posebnega. Za Prekmurju, ker je moj oče iz Prekmurja, tam je dodole, to so iz krompirja narejeni taki svrtki, ali pa po domače rečeno kohačove murke, to so kumare, ki se pripravijo tako, da najprej skuhaš posebej krompir, narezan ga kot za pire, recimo, ne? Potem pa ga zmečkaš, daš smetano, malo mleka, malo soli, pa malo popra in potem v naslednji fazi pa moraš naribati kumare, tako po dolgem, ne, špagete, in ko to maso s krompirjem, kjer še daš malo vode pa malo moke, pa zmešaš, tako da je tekoča, poliješ gor na kumare in pustiš 2-3 minute, da malo zavre, pa potem daš še enkrat smetano in to so tako imenovane kohačove murke, domača jed. Lahko ješ toplo ali pa hladno, ne. Med najbolj znamenitimi Slovenci pa je izpostavil kar 3, tako na področju politike, kot tudi kulture in športa. Enega težko, recimo z področja politike zagotovo Pučnik, to je Jože Pučnik, ne. Z področja športa pa Štukelj, recimo, ne. Z področja kulture pa bi kar moral reči Drago Jančar, ker je najbolj prevajan, ne.